potreb po denarju, ker bi lahko isti denar vrtel, se pravi, da pač kmetje počasi odkupujejo ta zemljišča. Tako da v tem delu, jaz mislim, da je to en zelo pomemben del. In žal pa je teh zemljišč tudi v državni lasti omejeno, na katerih področjih sploh nimamo, kjer bi lahko se o tem pogovarjali, zato je mogoče ta ukrep. Drugo, kar je naprej, pomembno je pa ta zemljiška kmetijska politika. Ukrepi, ki so bili že zdaj tu omenjeni, sam sem tu se srečeval s tem tudi v vlogi župana na našem koncu, kjer smo, ne vem, v nekem obdobju 8-10 let uspeli približno 1500 hektarov komasirati površin, uspeli narediti 300-400 hektarov namakalnih sistemov, toliko tudi, ne vem, nekih protitočnih zaščit, ki je nekemu drugemu namenjeno, tudi kakšnih plastenjakov in kje. Jaz mislim, da bomo mi v tem kontekstu morali imeti neko jasnejšo strategijo, kaj s tem početi. Omenjen je bil Vogršček. Eno leto sem bil kmetijski minister in takrat smo bili kmetijsko ministrstvo. Jaz še vedno trdim, da bo tisti prava oblika, da smo združili okolje in kmetijstvo. In če lahko rečem, v enem letu, ko smo sedeli za isto mizo okoljci, ki imajo vodni sklad, mi na kmetijstvu, smo tisto prvo fazo sanacijo, da smo vodo lahko za 9 metrov dvigli, naredili. Tudi projekt je bil do naslednjem letu nadaljujejo med takšen zadrževalnik, kot je Vogršček, je, bom rekel, smrtni greh, da to enostavno razpravno funkcijo in da iz tega v tej dolini ne predelamo več. Z ženo, ki je danes tukaj z mano, smo bila mesec nazaj še ne na Kreti, danes, ko mi v Kreti, v grškem otoku, govorimo, imamo vsi v mislih najprej, da je to, ne vem, kakšen hrvaški otok, kjer je več ali manj tudi pogoji so drugačni, kamen, to Kreta kot vulkanski otok je s 600 000 prebivalci, 630 000 prebivalci je kmetijsko samooskrbno. Na Kreti je, ne vem, 2400 metrov visok hrib, pa gora, par gor, tako ves, pa gorovje, v katerem zajamejo vodo, imajo zadrževalnike, so zelenjav, ki smo jedli na Kreti, so sadje, ki ješ na Kreti, da ješ pridelane na Kreti. Tako da, jaz mislim, da mi nimamo elementarnega problema samo v tem, da imamo malo kmetijskih zemljišč, kaj jih imamo, največ imamo zelo malo, če bomo želeli, ne vem, še naprej toliko živinoreje imeti, toliko žita imeti, toliko koruze in vsega tega. Tu so te krogi, ki rabiš več kot 900 hektarov po kvadratnem metru. Kitajci imajo manj, pa imajo hrane kar precej, zato ker je tudi, ne vem, način prehrane drugačen, ker je več rastlinske hrane. Ampak hočem reči v tem, da mi bi z boljšim izkoriščenjem našega zemljiškega potenciala tudi bistveno več predelali. To je nesporno in jaz mislim, da nas tukaj na tem področju čaka veliko nalog. Bom še mogoče to povedal, ko sem prišel do ministrstva, takrat smo začeli govoriti o leta 2012, je bilo to o programu razvoja podeželja 2014-2020. In gospod Senegačnik, ga poznamo, je bil takrat še na ministrstvu in sem ga prosil, da je za naveto podaljšal, ker smo začeli delati sektorske cilje. In takrat sem postavil tudi z Branetom Ravnikom, ki je bil že vrsto let prej na ministrstvu, državnim sekretarjem, sem rekel, kakšen bo naš program razvoja podeželja. Sem rekel, kaj hočemo imeti leta 2020-2030? Je rekel, zakaj sprašuješ? Jaz sem rekel, zato, ker smo vse skupaj, pa bomo šli, ne vem, govedoreja, mleko, ali bomo še povečevali, ali bomo na tej številki, ne vem, imamo več mest prostora po hribovskem koncu za kakšne krave dojilje, koliko je treba namakanja, koliko je treba tega in bomo postavili sektorske cilje in temu primeru pripravili program razvoja podeželja. On mi je takrat omenil, da sem prvi minister, ki je prišel na tak način se pogovarjati, da bi rad vedel, kaj bo leta 2020-2030 in bodo ukrepi temu podrejeni. To pomeni, da treba imeti malo več korajže, pa prevzeti odgovornost za sektor, okoli katerega je tudi še zadnja skupna kmetijska evropska politika. Se pravi, da to ni na vseeno, kam bo kaj šlo in ne more biti pogotalsko ali lopata ali pa vile. In enostavno smo te cilje poskušali pripravljati in žal se je ostali še naprej po teh horizontalnih ciljih in zdaj malo čakamo, kaj bo implementirati. Primer namakanja, ki je bil 1200 hektarov, je bilo na terenu takrat projektov v pripravi. In sam sem potem, ko smo pogledali program razvoja podeželja, videl, da imamo možnost nekih 12 milijonov evrov na ta program razdeliti. In sem sklical to ekipo, ki je to upravila, koliko imamo projektov, ja, da je lahko razpis v enem mesecu, so projekti pripravljeni, bodo čez en mesec se lahko prijavili. Kolegi so mi rekli, ja, to pa mi ne vemo, to bomo videli, ko bo razpis. Jaz sem rekel, imam sam izkušnjo, ker sem sadjar, pa sem nekoč poskušal po tej poti dobiti vodno dovoljenje, sem rekel, no go, tako ne gre, sem rekel, mi moramo vedeti in s temi ljudmi sodelovati. In smo v bistvu vse te, ki so imeli pripravljene projekte, vse posedli za isto mizo, povejte, kje ste,
poklicali na Arso, to je prioriteta, zdaj kaj je potrebno za vodno dovoljenje in tako so se čez 4 mesece, ne čez 1 mesec, ker bi ne bi se nihče mogel prijaviti, imeli pogoje za prijavo na razpis. Jaz mislim, da bi bilo potrebno v kmetijski politiki imeti bolj jasen cilj, kaj želimo imeti, s tem ciljem se postaviti in potem tudi znati to zagovarjati in tudi izpeljati in se to projektno delati, kot mora vsak na kmetiji. In mislim, da imamo preveč tak šablonski pristop do tega. Sam zaključim pa še s tem, kar pa opažam zdaj doma in pa tudi v Evropski uniji, pa nasplošno pri snovanju te kmetijske politike, ko se ukvarjamo o novi kmetijski politiki, kaj bo eden od prvih ciljev, pa mislim, da prav, da smo pozorni tudi v tem krogu, ker časih na to malo zanemarimo. Ključen problem, ki ga vidim danes v evropski in pa tudi slovenski mentaliteti, ki bi včasih tu še korak naprej, je ta družbena sprejemljivost za kmetijstvo. Kaj me enkrat smo prišli v eno okolje, vsi bi imeli hrane, vsi govorimo o samoskrbi, vse mora biti, vse mora doma predelati lokalno, fino, kupaj, kaj drugo kot to. Bog ne stvar pa, da bi kdo, ne vem, uspel še ali pa smel še kaj pognojiti, da bi, ne vem, meščanov, ki se preselijo po deželje, s kakšno gnojevko okrog poglov, prevečkrat se vrtu, kaj šele, da bi, ne vem, si kakšen fungicidi uporabljali in herbicidi in kaj podobnega. Družbena sprejemljivost. In mislim, da moramo v tej komunikaciji enostavno, ker imamo Slovenci zelo veliko razlogov, da lahko zelo suvereno rečemo, da imamo zdravo in pa na kvalitetni način predelano hrano, to znamo uveljaviti. V nasprotnem primeru v bodoči kmetijski perspektivi, v luči tudi Brexita, pa še česa drugega, vedno več tistih, ki si bi želeli prilastiti pravice do denarja, kmetijskega denarja kot varovalci okolja. In kmetje morajo enostavno znati to jasno povedati, pokazati, kdo varuje slovensko okolje, zaradi koga je Slovenija turistična destinacija in v veliki meri to naredijo slovenski kmetje. Tako da mi smo bistveno cenejši, kot bi bili kakšni državni komunalci, zato da je Slovenija tako zelena kot je. In jaz mislim, da moramo v tem delu tudi širše v družbi čim več komunicirati, znati to vlogo kmetijstva postaviti, se znati tudi med sabo povedati, v nasprotnem primeru bo pritisk tistih, ki se čutijo, da je zdaj nek trenutek, da padejo v tole pogačo, da je tako velik, da bo tudi na kakšnem prvem stebnu, pa še nekaj drugih ukrepih, ki bilo treba intenzivneje podpreti, kot so zdaj pod vprašanjem. Tudi z moje strani pa še odzivanje se tem glasom. Ja, najlepša hvala. Sem zelo vesel, da ste omenili, da strategija je premalo drzna. Mi že več kot 2 leta tudi govorimo, ne, saj prava pot je drzna strategija za točno zastavljenimi cilji, če smo prav razstopili. To je pač ena izmed tem, ki bomo imeli prihodnje, je pa ključna tudi za tisto skupno dobro, ki bi ne prinesla. Lejte, sam sem izhajal tudi v evropskem okolju, pa sem nazadnje tudi pri vas, gospod Bogovič, bil govoril, kaj me najbolj moti tudi, ne. Bilo je dosto omenjen, nažalost, ali pa na srečo, sam prihajam iz Spodnje Savinjske doline, mi imamo še iz prejšnjega sistema na lokalni sistem, ki še deluje, vse ostalo na novo je pa zelo težko spostavljati. Ena izmed teh pri ohranjanju zemljišč je tudi pravi način namakanja. Pri nas je prišlo do rotacije iz teh na kaplični sistem, manj vode, manj izpiranja, ohranjanje boljših zemljišč. Sam, nažalost, se dotika teme, ki je program razvoja podeželja. Mi se še danes, leta 2017, smo v obdobju 2014-2020, pogovarjamo o prilagajanju tega obdobja. Nazadnje, ko sem bil pri vas, sem videl jasne smernice Evropske unije, se pogovarjajo o novem obdobju. In bojim se, da bo ta vlada zapeljala še enkrat v napačno stran, ki ne bo pripeljala dobrih rezultatov, ali pa tako ste vi rekli, da v enem dnevu se da narediti, da bo primerljivo za slovenskega kmeta. Ni Evropa nek bav, Evropa smo mi in mi smo dolžni se izboriti, kar je za slovensko kmetijstvo najbolj primerno v sami bodoči programskem obdobju. Malo bom obrnil vrstni red, malo bom šel tudi pričakujem tudi kakšne rešitve in je tako, kmetijska politika je ena izmed temeljnih stvari. Kako vi vidite z dobro kmetijsko politiko, ko ustvarjajo novih zelenih delovnih mest ter stabilnost kmetijstva v Sloveniji, gospod Tolko? Glejte, da
stabilno zemljiško politiko, kmetijsko politiko za kmetijska zemljišča in potrebna kmetijska zemljišča za družinsko kmetijo. Pri ugotavljanju potrebnih kmetijskih zemljišč za družinsko kmetijo so izhajali iz potrebnega dohodka za družinskega člana. Na to smo ugotavljali dohodek, ki ga daje določena kmetijska prireja ali pridelava, in iz tega smo ugotavljali potrebne površine kmetijskih zemljišč. Povprečna družinska kmetija bi morala zagotavljati delo za 3 družinske člane, torej 3 povprečne plače. Po podatkih Urada Republike Slovenije za statistiko je bila povprečna neto plača v 2015 1014 evrov, na letni ravni 12.159, za 3 delovna mesta bi torej kmetija morala za delo prigospodariti 36.400 evrov. Uporabljali smo uradne kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije, ki so objavljene na njihovi spletni strani. Izhajali smo neto dodatne vrednosti, ki predstavlja neke vrste plačo, sicer ne vsebuje stroškov, obresti in zakupov. Pri živini smo upoštevali povprečno obranitev na hektarju, to je sicer 1,5 krav, 2,5 govejega pitnca, 4,2 plemenski svinji, 9 prašiče na hektar kmetijske zemljišča, pri kateri pri krava za mleko smo upoštevali povprečno mlečnost krav v kontroli 4500 litrov. Izračuni kažejo približno enake rezultate. Povprečna družinska kmetija bi morala za 3 plače obdelovati vsaj 50 hektarov kmetijskih zemljišč. Podobne površine so pri krava za mleko, goveji pitanci, plemenski prašiči, bistveno več pri pitanju prašiče. Pri trajni nasadi jablana in vinogradništvu, pridelava vina, bi družinska kmetija potrebovala vsaj 20 hektarov trajnih nasadov. In glede na vse to, in če smo danes tudi v Pomurju, kjer je grozna suša, jaz pa prihajam iz Ptujskega Dravskega polja, kjer je določene parcele do 90%, pri nas teče Drava mimo, tu teče Mura, mi pa ne namakamo. Ne namakamo pa zato, ker naša birokracija toliko traja in procent, ki moraš imeti udeležbo, da je nemoč izvedljivo. Kaj pa še potem nastane, da so investitorji občine, to še se nekako spelje na določenih področjih, potem pa ni ga odgovornega inštituta, ki bi namake napravljal, pa to upravljal, vzdrževal. Če pogledamo vse na Italijo, tam imate kmet kartico, se ve točno, kdaj lahko namače, koliko lahko namače, mi pa to vse prek. In razmišljamo o tem, da bi zato morali postaviti nekoga, ki bi to vzdrževal. Mi misli, imamo sklad kmetijskih zemljišč in zavode, ki so pokriti v svetovalno službo s terena, zavod pa sklad pa do državna zemljišča in tudi pri urejanju tega bi njih zavezali. Še moram zdaj tu pri skladu pomeni eno dejstvo, ker so gospodje iz vlade si naredili svojo podjetje, gozdarsko. Jaz pravim, da so to dali v roke 9. nadečnim direktorom bivših GG-jev in sem prepričan, da dolgi rok slabo za slovenske gozdove. Odšli so stran, od dohode so odnesli, podatka nimamo koliko, danes dajo v državni proračun, mislim, da ne veliko, in lepe govorice, kako bojo zagotavljali les za slovensko predelovalno industrijo. Če samo na Ptuju povem, dnevno naložijo 20 vagonov za Avstrijo. Slovenci lahko dobimo drva, takojši les pa še bolj izvažajo, ko so prej delniške družbe ali pa gradbotna gospodarstva. Kaj pa je najbolj sramotno za to državo in da kaj so naredili do sklada, 72. člen, veste kaj pomeni, to je plačilo odškodnin za nezmožnost uporabe vrnjenih v denacionalizaciji kmetijskih zemljišč in gozdov, so pustili sklad. In če vemo, da se je dohodek prepolovil na polovico in če želijo vse te operacije peljati, so načrtno želijo uničiti to inštitucijo. In mi vztrajamo, da more družba državnih gozdov tudi del, kaj se nahaja dotiče 72. člena, svojo breme nesti sabo. Ker
30 milijonov je dala država Republike Slovenije za ustanovitev te firme, pa dolgove so pustili skladu. To v normalni država nišče ne bo naredil. In zaključki te raziskave, ki smo jo pripravili, kmetje in sodelavci zavoda, bom prečital. Zaradi izredno nizke samooskrbe iz vidika nacionalne varnosti pridelave hrane v Republiki Sloveniji je smisel, da ima država večji vpliv na zakup državnih kmetijskih zemljišč in ta namen smiselno dopolniti zakonodajo, ki ureja zakup državnih kmetijskih zemljišč. Drugič, sklad kmetijskih zemljišč mora delovati v interesu nacionalne varnosti pridelave hrane v Republiki Sloveniji. Voditi mora aktivno zemljiško politiko pri zaokroževanju zemljišč, formiranju družinskih kmetij in varovanju najboljših kmetijskih površin. Tretjič, na podlagi analize vseh ključnih dokumentov, ki obravnavajo prehransko varnost, samooskrbo v Republiki Sloveniji, je smiselna temeljita analiza dogajanj v lastniški strukturi najboljših kmetijskih zemljišč in zakupnikov državnih kmetijskih zemljišč. Glavni strateški dokumenti razvoja kmetijstva v Republiki Slovenije dajo prednost razvoju družinskih kmetij, zato morajo biti tudi ukrepi kmetijske zemljiške politike usmerjeni v razvoj družinskih kmetij. Petič, zaradi velikih strukturnih sprememb pri pridelavi hrane v zadnjih 25 letih v Republiki Sloveniji je smiselno na novo določiti kriterije za zakup državnih kmetijskih zemljišč zaradi ekonomskih učinkov in dviga zaposlovanja ter dodatne vrednosti na podeželju. Je smiselno določiti zgornje pragove za zakup državnih kmetijskih zemljišč, ločeno posebej za družinske kmetije in pravne osebe, ki upoštevajo zgodovinska dejstva. Šestič, smiselna je določitev prednosti kriterije pri javnih razpisov za zakup na državnih kmetijskih zemljiščih, ki bodo določili vrsto in obseg kmetijske pridelave, koliko je širši interes naprave na namakalnih sistemov, trajnih nasadov ali kakšnih drugih pomembnih sistemov za državo. Imajo prednost pri zakupu pridelovalci, ki bodo sledili tem interesom. Sedmič, posebno politiko varovanja kmetijskih površin je smiselno voditi na 10-kilometrskem obmejnem pasu na težje pridelovalnih območjih in posebnih degradiranih območjih. Za ta območja je smiselno, da je država lastnik, da pa v zakup zemljišča daje po posebnih kriterijih, ki bodo poudarili demografske in socialne vidike. Osmič, pri zakupu državnih kmetijskih zemljišč je smiselno predpisati širše merila, ki bodo upravičevala zakup. Med ta merila predlagamo velikost kmetijskega gospodarstva, starost zakupnika kmetijskega gospodarstva, površine morebitnih že obstoječih površin v zakupu od sklada, možnost izvajanja agrogeneracijskih ukrepov, razdalje kmetijskega gospodarstva od zemljišča, število družinskih članov, ki se preživljajo iz kmetijske dejavnosti. 9. Na podlagi analize potrebnih zemljišč za družinske kmetije, je smiselno določiti zgornji zakup državnih kmetijskih zemljišč zaradi zgodovinskih dejstev je smiselno za pravne osebe, ki imajo državne kmetijske zemljišče v zakupu, določiti zgornjo mejo, za družinske kmetije predlagamo zgornjo mejo zakupa državnih kmetijskih zemljišč pod ugodnimi pogoji 50 hektarjev, za trajne nasade 20 hektarjev, za pravne osebe, ki so imele v zakupu državna kmetijska zemljišča, pred prenosom le-teh na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike predlagamo zgornjo mejo 500 hektarjev. Za zemljišča pridobljena v zakupu sklada pod ugodnimi pogoji zgornji prag se sklepajo dolgoročne pogodbe 10 let, za trajne nasade za čas amortizacije nasada 30 let, za zemljišča nad tem pragom pa se sklepajo letne pogodbe. Pri zakupu državnih kmetijskih zemljišč pri družinskih kmetijah se naj upošteva kmetijsko gospodarstvo kot celota. V primeru prevzema družinskega gospodarstva v prvem in drugem dednem redu se zakup prenese na novega nosilca kmetijskega gospodarstva. 12. Vsem zakupnikom, ki imajo v zakupu državna kmetijska zemljišča nad zgornjim pragom, se zakupna pogodba pred prenehanjem veljavnosti odpove in zanje objavi razpis v skladu z novimi kriteriji za nakup.
13. Za zagotavljanje navedenih predlogov je nujna sprememba upravljanja sklada kmetijskih zemljišč, tako da bodo v svetu sklada enakopravno zastopani tudi interesi zakupnikov, morda pa tudi zaposleni pri participi s tem upravljanja, kot velja za javne zavode. 14. V primeru določanja internih pravil prometa kmetijskih zemljišč sklada licitacije 100-metrski pas morajo biti le-te usklajena z predstavniki ministrstva za kmetijstvo in gospodarstvo, zakupnikov in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Po našem mnenju je smiselno prej zaščititi in kontrolirati promet najboljših kmetijskih zemljišč, da tam ne bi prišla v preveliki meri v tujo lastnino. Hvala. Hvala vam. Danes je bilo dostakrat omenjeno državno gozdarsko podjetje, sklad kmetijskih zemljišč in podobne stvari. Med nami vidim, da je direktorica sklada za kmetijstvo in kmetijskih zemljišč, glede na to, da je tema so kmetijska zemljišča, mogoče bi vi kaj povedali, po naših zadnjih podatkih so mogoče kmetje upravičeno zaskrbljeni. Ko se je ustanovilo to državno podjetje, je bilo za lansko leto rečeno, da bo državno podjetje dalo 8 milijonov evrov v blagajno, letošnjo leto, mislim, da 17 milijonov v državno blagajno. Po mojih podatkih je bilo lansko leto 6 milijonov. Jaz se bojim, da bo to breme, mi se zavedamo, da ta sklad pač mora delovati in se bojim, da bo to prišlo počas na zakupe, da se nam bodo zakupi povečali in pa če ta 72. člen drži, to nas je pa zelo strah, ker če se bo zmanjkalo denarja, se bojim, da se bo ta inštitucija zaprla. Mi se zavedamo dela, mi si želimo, da bi dejansko sklad enkrat prišel do svoje funkcije, do odkupa, zaokroževanja, povečevanja kmetijskih zemljišč. Ne pa, da bo imeli med nami mnenje, da bi samemu sebi namenili. Če lahko, gospod direktorica, bi še z vaše strani slišali stališče. Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz se na današnji zbor nisem pripravila, ampak bom skušala odgovoriti na vprašanja, ki so bila izpostavljena in pa tudi vprašanja, če bo karkoli, boste pa še enkrat vprašali, pa bom potem povedala dodatno. Kot je povedal gospod Bogovič, takrat smo imeli zelo lepo nastavljeno zadevo, na kak način bi zaokroževali zemljiško politiko, na kak način bi kmetijska zemljišča dejansko lahko zaokroževali, ampak v tem času so se zgodile določene spremembe in s temi spremembami se moramo soočiti in pač na skladu z njimi tudi živeti. Sklad je v preteklosti pridobival 2/3 prihodkov iz gozdarstva in pa 1/3 iz kmetijstva. Iz 33 milijonov, ki smo jih mi imeli v leto 2015, ko smo imeli polne prihodke iz gozdarstva, jih bomo imeli v letu 2017 okrog 8 milijonov. Torej, prihodek sklada se je za 63% zmanjšal. Ravno tako so se za več kot toliko zmanjšale tudi površine, s katerimi je sklad gospodaril. To je dejstvo. To je prvo dejstvo, ker je jasno treba, da povemo. Potem drugo, kar je pomembno povedati, je to, da dejansko vso breme na osnovi 42. člena, torej izplačilo odškodnin za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov v postopkih renacionalizacije, je sklad tisti, torej, ki vsa ta bremena plačuje tako iz naslova gozdarstva kot iz naslova kmetijstva. Sklad, kar se tiče več ali manj odškodnina za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč, smo se mi v preteklosti poravnavali in sicer na način, tako da smo pač denacionalizacijskim upravičencem plačevali zakupnino, ki jo je sklad dobival. In v tem primeru je tudi dejansko so bile poravnave za kmetijska zemljišča sklenjena. Zelo težko se je pa bilo poravnavati, kar se tiče gozdov in tukaj včasih je prišlo tudi do poravnave, nekaj večjih poravnav smo tudi sklenili, vendar pa kljub temu imamo za nezmožnost uporabe gozdov vrnjeni še kar veliko odprtih zahtevkov.
Skupen obseg teh zahtevkov danes znaša okrog 33 milijonov. Torej, to so zahtevki, ki so odprti, so v sodnem postopku, nekateri zahtevki so v sodnem postopku že od leta 2010, pomeni, da bo poleg glavnice, torej odškodnine, ki bo prisojena, potrebno plačati tudi še obresti. In obresti so 8%, zakonske zamudne obresti so 8%. Tako da s tem pač je treba računati in tu nimam jaz kaj drugo povedati kot ta dejstva. Potem, kar je pomembno povedati, mi smo ves čas ustanavljanja oziroma sprejemanja zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti na to opozarjali, kajti zavedali smo se problema, ki lahko iz tega nastane. In je bilo tudi ves čas tako obljubljeno, da bo pač iz proračuna, iz proračunskega sklada, gozdnega sklada, sklad dobival prihodke za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov. To je proračunski sklad, ki je pa namenjen za različne naloge, torej ne samo za pokrivanje nezmožnosti uporabe, ampak je namenjen za različne naloge, med drugim pa tudi po prednostnem vrstnem redu pa za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov v njenih postopkih denacionalizacije, torej za te odškodnine. V letu 2016 sklad iz tega naslova še ni dobil nobenega denarja, ravno tako v letu 2017. Zaenkrat ima sklad še dejansko likvidnostna sredstva, ki so bila v preteklosti prihranjena, tako da nekako še obveznosti, ki iz tega naslova izhajajo, lahko pokrivamo in jih tudi pokrivamo. Vprašanje je, če pride do kakšne večje sodbe, kjer je že v enem primeru bila izdana sodna odločitev, vendar je bila potem na višjem sodišču razveljavljena. V tem primeru pa bodo verjetno tudi nastale likvidnostne težave pri skladu. Torej, to je dejstvo in takrat bo verjetno moglo tudi iz proračunskega sklada se ta sredstva nameniti. Pomembno bi bilo, vsaj po mojem mnenju, bi bilo prav, da se v gozdnem skladu ta sredstva ohranjajo, da se ne porabljajo iz leta v leto, ker če bo enkrat prišel velik zahtevek in če proračunskih sredstev ne bo, potem bo zelo težko tudi to pokriti skladu. Torej, bi bilo smiselno, da se ta sredstva ohranjajo, tako kot je sklad v preteklosti ohranjal za te potrebe, ki jih zdaj ima, da se potem ta denar porabi za te stvari. Torej, to, kar se tiče odškodnine in pa 72. člena. Vse ostalo, kar se tiče zemljiške politike, moram povedati, sklad je samo izvrševalec predpisov. Torej, sklad lahko dela tisto, kar je v okviru veljavnih predpisov. Mi ne moremo nekomu zemlje vzeti, nekomu dati v okviru, če so pogodbene obveznosti, pač pogodbena razmerja sklenjena, torej, karkoli bo potrebno prenoviti zemljiško politiko in v okviru zemljiške politike sklad potem lahko izvaja tudi vse ostale ukrepe, tudi v smislu mogoče predlogov, ki so bili navedeni, ampak za vse to je pač potrebna sprememba zakonodaje in potem glede na spremembo zakonodaje je vprašanje, kako se bo potem spet zemljiška politika izvajala. Povedati moram tudi eno. Obseg državnih zemljišč je omejen. Mi imamo v tem trenutku 8% vseh kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji. Torej, to je malo napram vsem kmetijskim zemljiščem, ki so v Republiki Sloveniji in vedeti morate, da denacionalizacijski postopki še niso končani, torej kmetijska zemljišča se bodo vračala in ko se bodo kmetijska zemljišča vračala, bo torej obseg toliko manjši. Sklad se tudi aktivno vključuje v nakupe kmetijskih zemljišč, torej mi spremljamo vse ponudbe in tudi aktivno sodelujemo. Vendar glede na to, da smo na 6. mestu, torej na zadnjem mestu, smo velikokrat neuspešni. In izpostavila bi samo primer Apaške doline, ki je mogoče najbolj pereč. Torej, tukaj se mi prijavimo na vsako ponudbo in ravno včeraj sem odobrila pravni posel, kjer kupujemo kmetijsko zemljišče za 3 evre za kvadratni meter. Torej, to je zelo visoka cena. In meni je popolnoma jasno, da kmetijska proizvodnja tega ne prenese in verjetno kmetje zelo težko konkurirajo za nakup takega zemljišča. Ampak mi smo dejansko, glede na to, da je to v 10-kilometrskem pasu, se še vedno prijavili za tako, ker menimo, da je še vedno tržno sprejemljivo in za državo primerno, da je lastnik v pravem pa, ker smo pa pač na nivoju Evropske unije in ker velja prost pretok blaga in pa storitev, smo pač glede na vse ostale pogoje na 6. in zadnjem mestu.
Tako da veliko krat se tudi skladu mogoče očita, da sklad vztraja pri nakupu kmetijskih zemljišč oziroma se je izražala bojazen, da bo sklad vztrajal pri nakupu kmetijskih zemljišč, če bo više postavljen na prednostnem vrstnem redu in da ne bodo mogli kmetje kupiti. V vsakem primeru sklad nima nikjer interesa, kjer se pač pojavljajo kmetje, da kupijo zemljišče, da sklad potem bi vztrajal na nakupu tistih zemljišč. Torej, v nobenem primeru, če je to v interesu kmetov, je potem prav, da jih kupijo. Mi smo tudi našo strategijo spremenili v smislu, da dejansko, kadar izenačimo, kadar imamo pri zakupu zakupnike oziroma sprejemnike ponudbe, ki so izenačeni po prednostnem vrstnem redu, da imajo prednost lastniki zemljišč na vodovarstvenem območju, potem pa takoj sledijo lastniki zemljišč oziroma kmetje, ki so mlajši od 40 let in so dobili sredstva iz naslova razvoja programa podeželja in imajo manj kot 20 hektarov od sklada v zakupu, in potem kmetje, ki so mlajši od 40 let, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki niso kandidirali na sredstva z naslova razvoja podeželja, vendar so še vedno, imajo manj kot 20 hektarov. In torej v vseh primerih, kadar gre za izenačenje zakupnikov, imajo ti po prednostnem vrstnem redu. Torej mi smo že nekako to dali v strategijo, da v tem smislu lahko kandidirajo. Zdaj, a je bilo še kaj izpostavljeno, na kaj nisem odgovorila? Mogoče še za namakalne sisteme, ne? Torej, vse povsod, sklad se tudi aktivno vključuje v aktivno zemljiško politiko, torej na območjih, kjer se izvajajo komasacije, in smo mi vedno pripravljeni sodelovati, zato ker se popolnoma dobro zavedamo, da če ima sklad večje površine in da če ne bo soglasje sklada, v tem primeru tudi kmetje ne bodo mogli izbrati te 67%. Torej mi se vedno v postopkih komasacije sodelujemo, ravno tako na področju, kjer se je interes za namakanje. Vendar pri namakanju se moramo pa zavedati, da pač vemo, da ko se namakalni sistem uvede, je potrebno 5 let aktivno namakanje, in v tem primeru mi pogojujemo tudi vedno zakupniku, da tudi zakupnik se mora za namakanjem strinjati, ker sklad sam ne gospodari, torej mi ne moremo se zavezati, da bi mi lahko kakorkoli dejansko izvajali namakanje, če zakupnik tega noče. Torej je vedno potem naše soglasje pogojeno s tem, da mora tudi zakupnik sodelovati pri tem, da bo namakal površine. Zdaj, ne vem, mogoče sem malo zamudila, pa nisem prav razumela glede Vogrška. Pri Vogršku je problem pregrade. Upravljalec sistema Vogrške, ki je sklad. V preteklosti smo imeli veliko težav, ni bilo pritiska, nekako se je to več ali manj saniralo. Problem pri tem pa je, da je potrebno ta sistem ali na novo vzpostaviti oziroma temeljito investicijsko vzdrževanje izpeljati, kajti vsakodnevne poškodbe preprečujejo oziroma otežujejo namakanje, in tukaj se popolnoma strinjam, da bo potrebno nekaj narediti, da se ta sistem vzpostavi, da bo pač res lahko se potem namakalo, kot je treba. Problem je torej voda tudi, ki se pač na nepravem mestu odzema, in te stvari bo mogla država rešiti. To je vse, zdaj, če sem kaj pozabila, bi prosila mogoče še dodatno vprašanje. Ali sem povedala vse? Dobro. Hvala. Vsi se strinjamo, to je tisto primerljivo, ko se država odloči graditi avtocesto, se odloči pa da traso pa narediti. Mi bi si pa želeli, da bo država rekla, to je pa za nas strateško pomembno, tule bo treba tudi kak namakalnik narediti, pa zdravo pristopiti. Jaz se strinjam, verjetno so še vsi moji predhodniki to navedli. Ko bi pač mogli vodilni pokazati malo več ambicij. Imamo tudi kak primer dobre prakse na koncu. Gospod Šavli, vi ste že okoli Vogrška, tak nas v Savinjski dolini poznate. Dejansko je Slovenska ljudska stranka odigrala v tistem času neko svojo vlogo. Ja, tam je zelo dober primer, v bistvu to bilo kmeta s kmetijstvom, če se ne motim, je bil takrat tudi gospod smrtvoljni minister in se je stvar izpeljala, da je zdaj tam par močnih kmetij iz tega bivšega kombinata. Se gledajte, tu je preprosta računica, imamo tu eno podjetje v ne vem čigavi lasti, 2000 hektarjev, zaposleden Slovenc pa 7 tujcev, ali bolj, že imamo iz tega 40 kmetij,
pa bom rekel, da živijo od tega 200 Slovencev. To je zelo preprosto matematika, mislim, da. Drugač pa velik problem je pri nas, da nimamo niti srednjeročne usmeritve, ne pa dolgoročne glede kmetijstva. Včasih je bilo govora, ena področja so za mesno pridelavo, za mleko, za žita, za to in stvar vseh teh podpor bi moralo biti v tej smeri. Imamo tudi zelo, bom rekel, ljudi, ki pripravljajo te ukrepe na ravni Slovenije, žal, ker nimajo pojma, zakaj se gre. Kmetijstvo je v bistvu vetranosilka, to ni gliser, to ne morate obrniti na 5 metrih. In če je neka pridelava resno upeljana, mora to biti stvar neke kontinuitete, ki je treba delati na 20-30 let. Je to nočko v bistvu milijoni evrov vložili tehnologije in ne moramo, ne vem, čez noč se spomniti neko pravilo suhe krme, če imaš tam za $500,000, pa še več tehnike pa objektov narediti za primer, plus to, kakšne imamo klimatske pogoje. Zdaj se tudi žal na evropski ravni pripravlja neka obvezna aplikacija gnojev, ki se mi zdi, a ne? Gospod Bogovič, mislim, da kar bo, oziroma bo obvezna, pa bo to nekaj doplačilo. Jaz ne vem, kako bojo kmeti v hribih, kjer komaj s stopom razprašujejo gnojev, ko bolje aplicira direktno za primer. In to je, mislim, da je zelo velik problem, ker pri nas ne vemo, kaj bi radi. In kmetijstvo je treba narediti za plan za 20-30 let naprej, kaj bomo delali. Hvala, Klemen. Kot je Klemen omenil, Savinjska dolina je lep primer. Tisti glavni podarek, ki se jaz rad kot spodnjo Savinjčan pohvalim, je to, da mi imamo večja kmetijska gospodarstva na področju hmeljarstva, kot ima Nemčija. Imamo v Sloveniji največjega hmeljarja v Evropski uniji. To so primeri dobrih praks, ki so nastali z dobro politiko, z dobrim sodelovanjem, z vsemi členi in skladom in z ministrstvom v letih 2000. In tak primer, ko je pa na drugi strani, ki smo pa zapravili veliko kmetijsko gospodarstvo, ki je danes v lasti Rusom, je pa žalostno. In jaz, tako je že gospod Obran povedal, mene skrbi, da še ne bojo zemljišča prišla v vlast tujcev, ker to je pa ene vrste